Ja, en lep pozdrav z Konjskega vrha. Pozdrav. Ja, od nas treh, Jana, Kapra, vzadej Luka in seveda tudi z moje strani en srčen pozdrav z tega prelepega okolja v vaše okolje, ne, v vaš vrt lepote naše dežele. Torej jesen je, spravljamo zalogo za zimske dni in midva sva dala naslov Pripravimo zalogo za zimske dni. Na zimo je potrebno misliti vnaprej. Tako si pripraviti, marsikaj za shrambo. Verjamem, da imate v shrambi že marsikaj uloženega, marsikaj pridelanega, kar nam je čez leto narava postregla in smo dali v shrambo zato, ker nas to poživlja. Ampak dejansko je pomembno misliti. Lahko povem eno anekdoto? Ja, lahko. Ja, mislim, da ravno zdajle sodi sem. Ja, ker ko sem bil na Sladki gori, pred me je prosil takratni župnik, da sem prišel maševati v Šmarje pri Jelšah. In preden sem šel pozdraviti še Kapro, če mi primeš Kapro in Batosta. In Batost je počel nekaj takega, kot je zdajle Kapra z mojimi lasmi, s tem, da sem jaz dal prej ovs pa jabolko. In ko sem prišel za kristijo, so me ministranti tako gledali, in jaz sem pač pomislil, da se je zopet kaj prijel moje brade. In sem se lepo diskretno očedil brado, ampak očitno ni bilo na bradi, kajti tudi ko sem imel mašo, ko so prišli ljudje po obhajilo, tudi če so prišli na roke, so me vsi gledali tako. Ampak šele zvečer sem ugotovil, zakaj. Veste kaj, Batost mi je naredil turikezo, torej, ki me je tako rizal po laseh, ampak noter je bil tudi ovs in koščki jabolk, ne. Zdaj, a si lahko razlagaš, mislim, če ne veš, odkot to, ne, si edina možna razlaga, da si je pater naredil turikezo, v katero je dejansko ustavil še ovs pa jabolka, ne. Ampak, ja, fino je. Novi modni trend. Ne, pa meni je fino, če se ljudje, po eni strani uživam, ker ljudje pač mislijo. In mi smo včasih odvisni od teh, kaj bojo meni mislili. Ja, naj se mislijo. Ljudje pač mislijo, bodi svobodni, zakaj bi bil odvisen od tega, kaj mislijo. Pomembno je, da ti živiš po svoji vesti, da delaš odgovorno, ob tem bojo pa ljudje pač mislili, kar mislijo. Dobrohotni eni, nekateri svojih frustracij pač na svoj način, naj pač mislijo. Ne. In me prav uživam, ne, ko ljudje raznoliko mislijo o meni in če se kdaj nasmeje, lahko na moj račun pa še posebej dobro, mi je posebej dobro. No, in tudi to je pomembno, ne. Kaj spravljamo? Za ozimnico, tudi te zgodbe, ki so se nam zgodile čez leto, ne, kajti v dolgih večerih si bomo lahko te zgodbe, še posebej, če so igrive, če so hudomušne, si bomo lahko te zgodbe med seboj pripovedovali. Kapra se vidi, da je ženska, hoče biti v sprednjem kadru. Ja, obenem pa res izkoristi te jesenske dni, da se najemo. Mi dva tukaj ta prispevek snemamo ob tem rdečem javoru. Še pred časom bi bil to zeleno drevo, ampak gledajte, prav na jesen dejansko listje zažari. Ali v rdečih barvah, ali v zlatih barvah, ali v teh toplih barvah. In tako kot se polhek nahrani z zalogo za zimske dni, je zelo pomembno, da si tudi mi, da stopimo v naravo in da dejansko nas to valovanje, kajti barve so valovanje, dejansko, da nas to valovanje tako izpolni, tako napolni, da imamo rezervo za tisto sivino, ki pa dejansko po svoje tudi prihaja. Jaz sem si tu napisal švingelcegelc, ja, Kapra, to so pa očala. Ja, torej barve, ja, tu sem si napisal tudi aromaterapija, ne, stopiti v gozd. Se spomnim, kako sem kot otrok rad dejansko brcal to listje, ker se je sprožala ena posebna vonjava in seveda je zelo pomembno, da potem to toplo, to, kar je prijetno, vnesemo nekaj tega tudi v svoj dom. Tudi svoj dom moramo ozaljšati. Tudi vemo, da je recimo okrasje adventno, božično je tudi v barvah zelenja, v barvah rtečine. Tu so svečke. To torej vnaša to, kar svetli naše počutje, naše zadovoljstvo. Torej, ne misliti samo na hrano, kar bomo zaužili za telo,
ampak misli tudi na hrano, s katero bomo hranili dejansko svoje srce, svoje misli. Ne. In tukaj so tudi hudomušne zgodbe. Ja. Eno smo že čisto tako nenadejano slišali, vem pa, da imaš danes pripravljeno še eno. Ja, to se je pa zgodilo, veste, nedolgo nazaj. In bi bila primerna za velikonočni čas, kajti zgodilo se je, da je zajec vstal od mrtvih. Ne? Kaj se je zgodilo, lokacije ne bom povedal, v Zgornji Savinjski dolini, vsekakor, kjer bivam, dobro sosedski odnosi, dve domačiji, hiši in hleva zelo, zelo blizu, res prijetni odnosi, vsako jutro skupno kofetkanje, prijetna druženja. In no, ko se je nekega dne začelo že temniti, pravzaprav je bila že noč na pragu, se je zgodilo, da je domači kuža privlekel na hišni prag mrtvega zajčka. To se še ni zgodilo in gospodinjo stisne pri srcu, gre hitro pogledat domače zajčenke. Vsi zajci na številu. Se ozre proti sosednjemu hlevu in je bil pa en zajčenk odprt. In z grozo gre tja, pogleda zajca, ni bilo v zajčniku, torej očitno ga je kuža privlekel domov. In da ne bi karkoli skalilo, zatemnilo te prijetne medsosedske odnose, je naredila gospa kaj? Vzela je približno takega domačega zajca in ga nesla k sosedom in v zajčnik, lepo zaprla in se globoko oddahnala. Hvala Bogu, rešila je situacijo. Naslednjo jutro se kot običajno pripeti, da pride soseda na kavico, ampak bila je popolnoma bleda, tresoča se, in ko ji ponudi ta soseda kavico, tresla se je skodelca v roki. In je rekla, kaj pa se je zgodilo, je vprašala, je rekla, ne vem, če bi ti povedala. Je rekla, povej, kar povej. Pa še malo čakam, pa reče, veš kaj, zajec je vstal od mrtvih. Kaj se je zgodilo? Te sosedi, ne, kateri je zdaj zajec vstal od mrtvih, je ta zajec poginil. Ne? In ta soseda je tega zajca pokopala. Ko pa pride zjutraj k zajčenkom, je bil zajec noter, zajčnik zaprt in potem pohiti gledati grobu. Grob je bil odprt. A je možna kakšna druga razlaga, kot to, da je zajec vstal od mrtvih? Tako da je zdaj zadnja novica iz Zgornje Savinjske doline, da je zajec vstal od mrtvih. Ne. Pomembne so take zgodbe in pomembno je, veste, da se podarimo. Ne. Sam pravim, zame so pomembne pomenljive vsebine in sočutne bližine. Ko se preprosto usedemo skupaj in si delimo te zgodbe. Na eni strani zgodbe osebnega doživetja tistega dne, ne? Ko si preprosto povemo, kaj nas je v dnevu razveselilo. Ne? To je lahko izhodišče za pogovor. Kaj nam je bilo danes lepo, prižgemo svečko, se družimo, potem pa, kaj me je danes prizadelo. Kako sem premostil občutek, ki ni bil lahek. Potem še bolj ozavestimo, kaj nam pomeni družina, ko pridemo na kup in nismo notranje sami, ko se med nami pretakajo te srčne moči. Potem pa, veste, pripovedujte zgodbe. Ne? Najboljše zgodbe za otroke so zgodbe starih staršev, zgodbe staršev, še posebej, ko stari starši pripoveduje, kakšne neumnosti so delali zdaj očetje in mame teh otrok, ne? Ker so potem, veste, če mi idealiziramo, se otroci v realnosti počutijo osamljene. Če pa mi govorimo pristne zgodbe, kako so nas tudi neumnosti izučile. In jaz sem šel čez ogromno neumnosti in Bogu hvala so me kolikor toliko izučile, nekaj me še mora. Ne? In ko to pripoveduje otrok, se čuti dejansko bolj spremljan v pristnosti, v realnosti svoje osebnosti in to je zelo, zelo, zelo pomembno. In ti novemberski večeri so ravno pripravni in namenjeni temu. Ja, ja. Da smo skupaj. Ja, in predvsem, da ne bi zapadli recimo v to skušnjavo, da bi negativizem bil sam. Naj bodo zgodbe predvsem spodbudne. Ne? Tisto razmerje, ki ga večkrat ponavljamo 5:1, pred nekaj zatežimo s 5 dejansko situacijami, vsebinami, dejansko dvignimo razpoloženje. To je zelo, zelo pomembno. Pa še nekaj bi rekel, sami izbirajmo novice. Ne?
Tako, ko greš recimo ti v gostilno, dejansko si ti naročiš hrano in ti prinesejo, ker imaš tam meni in si ti naročiš hrano in potem uživaš tisto hrano, ki si jo ti naročil. Ne? Veste, tu, ko pa gledaš poročila, ti pa oni servirajo, ne da bi ti kaj naročil. Zato je boljše brati oziroma spleta izbirati sam novice, ki pa morajo biti uravnotežene. Zelo pazimo, da nas ne bodo zaprli balonček naših proti ne našim. To je oslarija. Mi moramo od vseh strani izbirati informacije, tako kot raznolike, recimo, če gremo na vrt, raznolike živila izberemo, tako si tudi sami izbiramo pestrost informacij in potem mislimo za lastno glavo. Predvsem pa pazimo, da nas ne zajamejo v pesimizem, v zastraševanje. Misel mora biti stimulativna, kajti strah ohromi. Ne? Ko je Lot peljal iz Sodome in Gomore svojo družino, je bilo naročeno, naj se nihče ne ozira nazaj. Lotova žena tega ni upoštevala, se je ozrla nazaj in jo je strah ohromel, spremenila se je v solni kamen. Tudi mi, ne? Torej res izbirati si novice stimulativne in pa na podlagi teh novic spodbudnih kreirati čas, ki je pred nami, v, bi rekel, bolj požlahnjeni meri človečnosti in sožitja z vsem, kar nas obdaja. In izbirati si tudi dobre dogodke. Pri nas jih je v teh mesecih zelo veliko. Res je. Knjižnica Šmarje je res neverjetni, ste moj poklon, priznanje. Res se vidi, da svoje delo ne jemljete samo kot službo, kar tudi mora biti, ampak kot poslanstvo. Ne? Torej ste knjižnica z dodano vrednostjo, ker upravljate poslanstvo v žlahtnenju človečnosti z pomenljivimi vsebinami, kar je zelo, zelo pomenljivo. Pa še prijazni ste, torej se še sočutna bližina eno in drugo. Hvala za to, Jana. Pa vsem, ki ste v kontekstu te knjižnice in tudi ostalih, seveda. Ja, hvala tudi vsem, ki prihajate k nam in nam to omogočate, tako kot gostje naših dogodkov, kot obiskovalci. To je najpomembnejše. Ja. In dejansko lahko vsi skupaj gradimo malo boljši svet. Tako. Narediti, kot je rekla mati Terezija, vsak na svoj način nekaj lepega, nekaj žlahtnega, nekaj ljubečega za okolje, v okolju, v katerem bivamo. In to naj bo najina želja in najin pozdrav za danes. Ja, s Konjskega vrha, ki žari, naj zažari tudi k vam. Srečno. Srečno.